Ali veš, da 95% življenja, katerega živiš, je to samo navada iz tvoje podzavesti? Veliko ljudi, ko to prebere in so znanstveniki in raziskovalci naše psihe to potrdili, je definitivno zelo presenečenih, pa vendarle to drži. In danes bi ti rada povedala, zato da lahko malce oceniš svoje podzavestne vzorce, iz kje vse skupaj prihaja. Ko smo otroci, mi do 7. leta mnogi mislijo, da se nekaj učimo, ampak a veš, da se v bistvu nič ne učimo. Otroška psiha je narejena tako, da do 7. leta smo tako kot računalnik. Veš, ko preneseš neko datoteko in potem ti gre tja med prenose. Ti mogoče niti ne veš, kako se skupaj poteka v računalniku, ampak tako gre in datoteka je tvoja. No, te datoteke so tudi v naših glavah. In kot otroci opazujemo številne ljudi v našem življenju, kako se pogovarjajo, kako delujejo, kako se obnašajo do sebe in še in še. In če ti večkrat vidiš en in isti vzorec pri odraslih, ga ti začneš poustvarjati. To pomeni, da se navadiš njihovih navad. In ko je enkrat nekaj tvoja navada, ti preneseš to na vsa obstoječa področja tvojega življenja. Si lahko misliš. To bi znali povedati sicer tisti, ki so kadilci. Nihče ne postane kadilec zaradi tega, ker je enkrat prižgal cigareto. Ljudje postanejo kadilci zaradi tega, ker so prižgali enega, pa drugega, pa tretjega, pa četrtega in se potem ni ustavilo. In potem oni rečejo, da njihovo telo in njihovi možgani dobesedno to rabijo. Vprašanje, ali res rabijo, ne, to kadilci sami vejo, ampak dejstvo je, da postane navada. In takih navad, poleg te, imamo v življenju ogromno. Ali so to torej take fizične navade in razvade, ali pa so to tudi načini delovanja. In dostikrat ljudje mi rečejo: Kristi, kako ne jaz vem, a je neki moj vzorc, a imam sva podzavestne vzorce? Jaz bi rekla, da je vsak dolžen sam sebi, da to preveri. In sicer, kako to preveriš? Mogoče najbolj, da si vzameš en list papirja in da napišeš, katere stvari v življenju so se ti ponavljale. To pomeni, da so imele nek vzorec. Ali so te ves čas kritizirali, ali so te mogoče skritizirali samo, če si res nekaj zaštrikala. Ker če so te v življenju veliko kritizirali, lahko zelo hitro recimo razvijaš samo sabotažo. Ni nujno, da greš ti v princip, da boš ti druge kritizirala. In zaradi tega ljudje ne vejo, da imajo vzorce. Zaradi tega, ker rečejo: ja, mene v življenju so recimo veliko kritizirali, ampak jaz ne delam isto. Ampak živijo pa življenje, kjer ni obilja. In sploh ne vejo, da je zadaj samo sabotaža, ne zaradi tega, da bi ti kritiziral druge ljudi, ampak zato, ker so tebe kritizirali. In tukaj je težava. In dostikrat ljudje ne morejo tega povezati med sabo. Možgani na zavestnem umu ne naredijo te povezave in to je ta problem, zaradi česar potem ljudje mislijo, da nimajo vzorcev, hkrati pa rečejo, da živijo življenje, katero pač ne morejo ravno opisati kot srečno. To pomeni recimo, le kaj se ti zgodi. Če so te celo življenje recimo probali utišati, bodi tiho, to ne pomeni, da si mogoče tiha oseba. To ne pomeni, da se recimo ne pogovarjaš, a pa da recimo, ko ti nekdo reče, da ti nimaš svojega mnenja. One ne, tebi gre lahko recimo na drugo področje, na življenjsko poslanstvo, da ga nikakor ne moraš najti. Zakaj? Zaradi tega, ker se utiša glas tvoje duše, mogoče ne tvojega jezika, ampak glas tvoje duše. In ti ne najdeš svojega življenjskega poslanstva in ga ne moreš izraziti v svetu, zaradi tega, ker so ti recimo celo življenje govorili, da bodi tiho. In te podzavestni vzorci so res kompleksna stvar. Sicer lahko ti res predlagam, da si narediš eno tako vajico, si spišeš, kaj v življenju si res opazovala in kaj so ti večkrat govorili in mogoče si probaš sestaviti to sliko. Če pa čutiš, da imaš res na tem področju težavo, tukaj, bi ti pa jaz zdaj rada povedala, da bi ti rada zelo pomagala, ker jaz sem vse to dala čez. 4.6. na vašo željo ponovljeno, čez poletje, bomo naredili spletni tečaj razreševanja podzavestnih vzorcev. Kako se jih išče, kako razdelati preteklost, kako preprogramirati sebe in odnose, kako živeti življenje obilja in kako odstranjevati pomanjkanje.
To je res, res globoka delavnica z mojim mentorstvom in številnim dodatnim programom, meditacijami in tako dalje in posnetki, ki so tvoji zavedno, zato da res to znanje lahko osvojiš. Tako da, če je poletje tisto, jaz mislim, da je ta pravo za tvojo transformacijo, potem te toplo vabim, da se zdaj odločiš, čez poletje to narediš, ker jeseni bomo vstopili v zelo, zelo zanimive energije in je boljš prijeti pripravljen. Dala sem ti povezavo, poglej si jo in se te veselim, da ti bom lahko pomagala. Do takrat pa lepo se imej in čao.